know it. Story. There are always two sides. Today, the most humane and kindest face can be found in any corner of the world. How long has it been since you've seen so much solidarity? How long has it been since you saw so much collaboration and so much creativity? We see people caring more than ever for others, families connecting more strongly than ever, even if it has to be through a computer screen, even if it's for a farewell. Families always find a way to support each other, to give each other strength, and share their love, no matter what. We are valuing stronger the work that people do so that this crisis can soon become a bad memory. We are really appreciating the little things that we used to take for granted. The hugs, the greetings, getting together with the whole family on a special day, having a coffee with a friend, taking a simple walk in the sun in spring. Do you miss your lifestyle? Have you ever appreciated all the things you could do and now you can't? Don't let sadness invade you, as this too shall pass. And when it does, you will be able to enjoy more fully all that you ignored until now. It's true that these things have changed almost in a blink of an eye. There's a lot of collateral damage, and the situation is being very hard for many people. There are people at real risk of exposing their health to an evil that may be mild for some, but a real threat to others. And for safety, shops and businesses are closed. Many jobs aren't relevant at the moment, and many people are confined to their home and can do nothing but hoping for the better and thinking it was just a bad dream. It's a scenario that most of us have never experienced, and that is why we don't know where to turn to. What can I do now? What am I going to do now? The first important thing you should know is that this crisis, like all crises that have ever existed, will pass. The next thing to understand is that in times of crisis, the best opportunities are born. Success Factory. These days, staying at home doesn't have to mean being completely isolated, let alone just sitting around. Your business can begin to take shape on your dining table with your phone in one hand and your diary in the other. Today's businesses are different, and today's customers are different. Network marketing has also changed in recent years with the inclusion of digital products. Where once a meeting was necessary to test and demonstrate the product live, today it is giving way to Zooms and Skypes to simply explain how it works. Your computer screen is a door to the outside world that opens in 1,000 ways. Success Factory is a company that always bets strongly on two basic principles: the potential of human beings to make the impossible possible, innovation and progress in technology, trade, and new trends. With those two principles, Success Factory allows you to create a business with the greatest potential in the world without leaving the comfort of your home. At your disposal as a member or client of Success Factory, you have several new products, the result of the alliance between Success Factory and companies with fresh ideas and a vision at the forefront of the market. In addition, Success Factory plans to continue creating more alliances to continually bring new products that always add value to our businesses and our lives. As the world comes to a halt, we work to better services. Success Factory also provides financial education and professional and personal development oriented trainings. But above all, at Success Factory, you'll find a great community that supports each other, motivates, and drives each other to keep going and to shine brighter, because it is in the dark when it makes the most sense to light a flame. This is your moment to learn something new, to read, to train, to dream, to create, to work. When we finally go out to the street, we will do it in a new future that we will have created together, those of us who never give up. Together, we can change the world.
se bom malo mutala, bo vse v redu. En lep dober večer vsem, Andreja Terčelj je moje ime. Nisem jaz danes ključna in mi je v čast in veselje, da lahko predstavim nocojšnjega prezentorja mojega prijatelja Romana Rosolnika. Sorry. En drug te napoveduje. Tako, kot sem rekla, mojega prijatelja Romana Rosolnika. Moram povedati, da mi je izredno v čast, da lahko danes vsi, ki ste se odzvali na povabilo vaših prijateljev, poslušate ravno njega. Zakaj, iz katerega razloga? Roman je oseba z dolgoletnimi izkušnjami, najdlje časa v tem podjetju in v tej priložnosti, ki vam jo bo danes predstavil. In pa predvsem, kar cenim pri Romanu, to, kar vedno povem in to se bom vedno ponavljala, ker to zagotovo drži. Pri Romanu so najprej pomembni drugi, pa prijatelji, pa ekipa, pa dolg nič, pa spet drugi, pa spet dolg nič, potem pa pride Roman sam pri sebi na vrsto. Vedno pripravljam pomagati in kaj lahko, bom rekla, od njega največ, tako kot sem povedala, se naučimo, že iz razloga, ker je v tesnem stiku, vidite, tudi tukaj se bo verjetno tudi sam povedal, z vodilnimi v našem podjetju, kar pomeni, da od Romana vedno dobimo informacije z prve roke. In tako bo tudi danes, nocoj, in bi vas rada samo še eno stvar prosila, oziroma bom kar predala Romanovo prošnjo, da vzamete, imate še zdaj sekundico, 2 časa, vzamete nekaj zapisati, pa en list, lahko je tudi listek papirja, da si boste zapisali neko zadevo, ki pravi Roman, da jo danes ne bomo videli, da jo bomo slišali od njega. In pa z moje strani še, da če boste seveda imeli še kakšno dodatno vprašanje, si jih zapišite, da jih ne boste do konca prezentacije pozabili in pa da lahko potem seveda vaši prijatelji ali pa mi vsi skupaj na to tudi odgovorimo. Mislim, da je čas, da predam besedo Romanu in Roman, izvoli, beseda je tvoja, se veselim nocojšnje predstavitve. Ja, dober večer še z moje strani. Hvala lepa, Andreja, za te prijazne besede. Ja, lahko je delati v timu, lahko je dajati prednost drugim ljudem, če delaš s takimi ljudmi, ki so Andreja in drugi v core timu in ljudje, ki še prihajajo. Potem je to čist lahko. V bistvu star sem 57 let, živim na periferiji Ljubljane, imam 2 odrasla sinova, cel trop že enih vnukov, enega velikega psa, ki me skozi žene vsak dan na sprehode, za kar sem mu sicer zelo hvaležen, nič narobe. Kakšna je moja življenjska pot bila, čisto na kratko, v bistvu jaz sem zelo manj časa hodil v konvencionalno službo, od 8 do 3 popoldne. Toliko časa, da sem vrnil štipendijo od firmi, ki me je štipendirala, pa sem pa rekel, nič, tole je pa malo zame prebor in to pa meni v življenju ne ponuje tega, kar si jaz želim od življenja, tako sem šel potem na svoje, vse živo probo, veliko se učil, velikokrat padel, velikokrat pogrnil. Skratka, bil sem freelancer, lahko rečem, to freelancerstvo pa nese s sabo 2 stvari, ne. Kadar ti gre dobro, ti gre super dobro, ne, kadar ti gre pa slabo, si pa sam od sebe ravno tako odvisen in pomeni, da sem tudi parkrat že bankrotiral v življenju in se danes pa smejem temu, zato ker življenje je v bistvu ena sama igra, ne, v bistvu cel življenje se nekaj učimo in življenje je ena igra, če se naučimo igrati po pravilih te igre, potem smo lahko tudi uspešni. Skratka, ko je prišel ta biznis, ta poslovna priložnost v moje življenje pred letom pa pol, nisem kar v nezavest padel takoj, ne. Sem kar 3 mesece rabil, da sem sploh prvič prisluhnil, no. In sem prvič poslušal prezentacijo, sem jo poslušal tegale dolgolasega fanta, Odisejasa iz Cipra in me v bistvu takoj pritegnil. Prvič zaradi tega, ker sem videl, na kakšen način je podjetje rešilo ene izzive, ki sem jih tudi jaz opazoval zadnja leta, drugič pa zato, ker sem videl, da to spet ni neka za lase privlečena zgodba, ne. Ker zunaj imate danes na trgu milijon nekih stvari, ki so na meji verjetnega, pa kljub temu ljudje množično drvijo to, si želimo nekih bližnjic v življenju, ne. Pogosto dajemo podjetja, ki imajo totalno smešne obljube, ala tle daš 30 € in počakaš 2 leti ali pa 3, pa boš imel vsak mesec 1000 € penzije. Zakaj to govorim tako suvereno? Zato sem tudi jaz, kljub vse svoji izobrazbi, kar parkrat padel na tako zgodbo. Tako da
moja odločitev, potem si se razrasla, Max na prvič v Slovenijo prišla, naša mentorja, Ev pa Fil iz Avstralije, tukaj na svite skupaj z mojo partnerko. Iv je bila na otvoritvi pred 1 letom pa pol in potem bila Iv še, pa Fil še 3-krat potisnemo v Sloveniji pred korono, se pravi, pol leta sta bila še 3-krat v Sloveniji in to me je naredilo zelo, tako bom rekel, humble, skromnega, no, da nekdo pride v državo, za katero nikoli slišal prej v življenju, meni, ki me sploh niso poznali, ne, lahko bi stopila z aviona dol, pa mene sploh bilo ne bi, ne, recimo v Sloveniji ni bilo ničesar, v Sloveniji je bilo pisani, 3-4 ljudje so bili pisani, sem rekel, tole pa, ne, in sem videl, kako sta ona dva predana, na kakšni misiji sta, sem na nek način v tej fazi kupil to njihovo navdušenje, to njihovo vizijo. Tisto bom rekel dokončno potrditev ali pa odločitev, da je to postala zdaj moja kariera in da v življenju ne bom počel nič drugega več. Je pa prišla še 2 meseca zatem, ko sem šel v Moskvo, zato da sem spoznal lastnike in tega lastnika vidite tukaj na sliki spodaj, en od solastnikov, Chris Ress. Kaj sem zdaj slišal od njega tazga? Ja, jaz vam predlagam, si kakšen intervju poslušate, ne njegov. Zato, ker boste tako videli, da je to človek, ki ima integriteto, ki ima osebnost. Če se kaj spoznate na duhovnost, bi lahko rekli, da je stara duša, kljub temu, da je 30 let star. Sprav fant, ki mu absolutno zaupam in ki vem, da bo v prihodnjih letih delal vse za to, da bo to podjetje uspešno. Zakaj je to tako pomembno? Zato, ker mi smo sodelavci tega podjetja in jaz nikakor ne bi v življenju želel ponovno trošiti svojega časa in energije in denarja za neko podjetje, ki ni 100%. Tako da imam čisto 100% zaupanje v to firmo. Tukaj ima za začetek, da se vam predstavim. Ker smo danes pogovarjali o denarju, se bom za čisto na kratko sposodil avtorja Roberta Kiyosakija, ki ga večina verjetno pozna, tisti, ki ne, vam toplo priporočam preberiti si knjigo. Njegova velika uspešnica je Bogati očka, revni očka. To so v bistvu take osnovna finančna inteligenca, ki nas v šolah ne učijo. Se pravi, šola nas bolj pripravlja na to, da smo uporabni za sistem, da smo uporabni za to, da služimo sistemu. Kiyosaki nas uči o teh osnovnih finančni inteligenci in to je z njegove druge knjige, Kvadrant denarnega toka, kjer opisuje, da v bistvu da obstajajo 4 tipi ljudi, kako v bistvu v življenju denar zaslužimo. Se pravi, tle na levi strani je velika večina ljudi. Se pravi, to so zaposleni, pa samozaposleni, tudi jaz sem bil 4 leta zaposlen, pa sem šel med samozaposlene, ker sem povedal, ne, ni vedno bilo lepo. Se pravi, je velika konkurenca, lahko imate krasno idejo, pa se nekaj na trgu zgodi, investicija je velika, se pravi, cel stvari se lahko naredi pri tem, da ste kot samozaposleni uspešni, če pa že ste, vsi poznamo okrog nas ljudi, ki so podjetniki, ki so samozaposleni, ki imajo svoja mala podjetja, so pa izredno uspešni, imajo pa običajno drug problem. Imajo pa običajno, ne vem, 10-krat, 20-krat, 30-krat več denarja, kot če bi zaposleni, pa časa nimajo. Se pravi, oni najprej skreirajo firmo, imajo firmo, pa ima pa firma njih, kar spet ni v življenju najboljše. V bistvu optimalno je, da imate uravnoteženo, koliko imate sredstev za stvari, ki si jih v življenju želite in koliko imate časa, da to izkoristite, kar ste zaslužili. Se pravi, zato je zelo pametno razmišljati, ki vsaki tako pravi in jaz temu sledim, da je fajn najti način, kako prestopati na to desno stran. Se pravi, to so lastniki poslov, ker v bistvu ljudje delajo za njih, sistem dela za njih in pa investitorji, tle pa nikašne znanostne fantastike, vsi vemo, da je pri investitorjih denar dela denar. Se pravi, ampak može neko konkretno soto imeti, da bi lahko sam sebi rekel, da si investitor. Ker pogosto srečujem ljudi, ki investirajo v težko zaslužene plače 300K pa 500K in mislijo, da so investitorji. Se pravi, to, da ti res denar dela, denar je ponovadi potrebno nekaj zaslužiti. In zakaj sem pravzaprav sploh začel s tem Kiyosakijem? Zaradi tega, ker bi vam danes rad pokazal, kako lahko začnete svoj lasten posel s podjetjem, ki sem vam povedal, da je stabilno, dolgoročno usmerjeno, in sčasoma v pol leta, leto, 2, 3, čisto odvisno od tega, koliko ste aktivni, prestopite na desno stran, se pravi, da ste na eni strani in lastnik svojega posla, velike strukture, in na drugi strani posledično, ker imate veliko strukturo, ste lahko tudi investitor. Da bom pokazal zdaj na kakšen način, kot sem rekel, podjetje nam ponuja, da smo njihovi afiliati, se pravi, da smo priporočitelji tega podjetja. Jaz pri vseh poslih, ki sem jih imel v življenju, vam moram povedati, da nikoli nisem imel svoje lastne storitve ali pa svojega lastnega izdelka.
Ne, vedno sem prodajal za nekoga, vedno sem bil priporočitelj za nekoga, vedno sem imel pogodbo z nekom, za katerega sem delal. Se pravi, vsaka čast tistim, ki imajo in denar za to, da razvijajo svojo lastno storitev, svoj lastni produkt, in ki imajo denar in ki imajo voljo 10, 15, 20 let čakati, zato da ta produkt razvijajo, zato da je to nekaj pomen. Se pravi, jaz se za to nisem odločil, vedno sem delal raje za pogodbene partnerje. Prednost tega, da delate za drugega, je to v bistvu, da ste priporočitelj, je to, da vam ni treba nič se s tem soočiti, se pravi z naložbami, s tem, da boste krivali toplo vodo, s tem, da boste postavili spletno stran. Se pravi, vse to nam podjetje ponuja naše za 25 € plus DDV na mesec. Se pravi, imate spletno stran, kjer so izdelki, taki kot vam jih bom pokazal, kjer dobite gostovanje, domeno, nič vas to ne skrbi, obračuni, podpora strankam, se pravi, kar je naše delo mene pa ljudi, ki se s tem ukvarjamo, je to, da delimo to informacijo. Se pravi, delim jo zdaj ravno kar jaz z vami, vam povem, zakaj je to podjetje super, kakšne produkte imamo, kaj imate mi lahko od tega, in če se za to odločite, je to v bistvu vse, kar je vaša naloga, pa se bomo k temu vrnili še malo na koncu. Dajmo zdaj malo pogledati najprej čisto osnovne stvari še enkrat v podjetju, ko ste videli že za videa. Gre za podjetje Success Factory, ki je bilo ustanovljeno pred 4 leti, prihaja iz enega krasnega poslovnega okolja, kjer je tehnologija doma. Zakaj je to pomembno, zakaj je to krasno? Zato, ker vsi naši produkti so in tudi prihodnje bo tehnološke, se pravi inovativni, tehnološki, usmerjeni v prihodnost. Zdaj po parih letih nas je že preko 600 000, pa smo globalno prisotni. Prav, tudi zame, tudi kot sodelavce, že na tem mestu pomeni zelo pomembno, se pravi, lahko delam posel kjerkoli po svetu. Se pravi, če bi to primerjal s klasičnim biznisom, ker sem razmišljal skozi, da bi imel svoj lokal, pri lokalu ste običajno vezani na vašo ulico ali pa na vaš bicirk ali pa na vaš kraj. Se pravi, cel svet, vseh 7 milijard je v bistvu naš trg. Toliko čisto na kratko podjetju, jaz sem začel, smo imeli eno samo pisarnico majhno v Estoniji, s kjer pravzaprav sploh izviramo, zdaj se te pisarne širijo že po svetu, imamo pisarne v Hongkongu, Dubaju, Mexico Cityju in sem prepričan, da glede na to, kar zdaj delamo, kar se zdaj razvijamo, da bomo zelo malo odprli še nove poslovalnice. Tako da gre za izjemno hitro rastoče podjetje, lahko si pogledate na spletni strani Business from Home, boste videli, da je eno od najhitreje rastočih podjetij v direktni prodaji v vseh segmentih. Po gledanosti, potem, ko ljudje iščejo delo od doma, po rasti lansko leto smo 101. na svetu in tako naprej. Se pravi, pomembno je za vas in za mene bilo, da če se že odločite za sodelovanje, da vam solidnega poslovnega partnerja, se pravi, zato vam zdaj govorim o tem podjetju, da vem, ali se lahko naslonim jaz na to dolgoročno, ali ne. Zdaj bomo gledali malo te naše produkte. Jaz sem danes osredotočil predvsem na en produkt, ker teh produktov je vse več in več in več. Ker sem jaz začel, bo samo naša kriptovaluta Duckcoin. Zdaj imamo teh produktov, vidite, že 5-6 in stalno se bojo dodajali novi produkti. Se pravi, to se meni zdi krasna zamisel, zato ker več imaš produktov različnih, več ljudi lahko pokriješ. Se pravi, ker smo mi začenjali zgolj z Duckcoinom, z marsikoga je mogoče kriptosvet še vedno nekaj, kar se bo zgodilo, ne vem, enkrat čez 15 let ali pa nikoli. Se pravi, zdaj, ko dodajamo pa nove produkte, so vedno že širši krog ljudi zanimivi. Ko sem rekel, sem osredotočil danes samo na tega, ki smo ga dobili pred enim tednom, se pravi, čisto popolnoma nov produkt, fantastičen, fenomenalen, ampak zdaj, ker sem vam že produkte pokazal, smatram, da sem dolžen, da vam 2 stavka povem o vsakem. Duckcoin je v bistvu kriptovaluta, ki je postavljena na noge ali pa postavljena na glavo, kakorkoli hočete to razumeti, ker namreč kaj? Kriptovalute so se pred 12 leti za bitcoine urodile oziroma so prišle na trg z ciljem, da bi pač postale alternativno plačilna sredstva, se pravi, da bi ponudile temu svetu nekaj, kar bi bilo hitrejš, boljš, bolj transparentno, bolj dostopno za ljudi, ki nimajo bančnih računov. Zdaj, kaj se je v teh 12 letih zgodilo, ne bomo zdaj tukaj imeli predavanja, ampak ene stvari so se zgodile, ene se pač niso. In Duckcoin ima cilj dejansko, da postane ena bolj uporabnih kriptovalut in zato sem rekel na začetku, da sem bil navdušen, na kakšen način je podjetje rešilo nekatere izzive. Se pravi, ta kriptosvet se je pokazal na eni strani kot prepočasen in predrag, se pravi, te transakcije in fee, ki jih je pri tem treba plačevati, so predragi za vsakodnevna plačila.
Druga stvar, ki se je pokazala, da v bistvu je premalo regulative, se pravi, naše podjetje ima za svojo kriptovaluto licence, se tudi zelo trudi, da bi delalo v skladu z zakonodajo o preprečevanju pranja denarja, vsaka stranka pa nas mora naložiti dokument, pogovarja se z različnimi vladami, na kakšen način bi tudi države lahko vzpostavljali nadzor nad kriptovalutami, do te mere seveda, da se kriptovalute ne uporablja za stvari, čemu niso namenjene, se pravi za neke umazane dejavnosti. Skratka, gre za kriptovaluto, ki je vredna vaše pozornosti, sploh pa še zaradi ene dodatne stvari, ki vam samo omenil, nimam nobenega slajda okrog tega. Podjetje se je namreč odločilo, da bo preko Success Factorja, se pravi na priporočilni marketing, distribuirala samo še en majhen delček te kriptovalute. Za ostalo distribucijo, za ostale 2/3 celotne emisije, ki je namenjena trgu, bo poskrbilo samo na tak način, da bo sklenila partnerstva z različnimi velikimi platformami, menjalnicami, e-komerci, se pravi s podjetji, ki so izkazala neko zanimanje za poslovno sodelovanje na eni strani in na drugi strani s podjetji, ki že imajo ogromne baze strank. To bo v prihodnosti pomenilo, da bo cena šla bistveno hitreje gor, kot je šla danes, in glede na to, da smo tik pred koncem distribucije, vsekakor predlagam, da si pogledate, ker je paketi, ker so na voljo praktično za vsak žep že od 50 € naprej, tako da zagotovite si pravočasno, pogledajte si dodatno v tem DuckCoinu, prijatelj vprašajte in si zagotovite dodatne informacije, ker verjamemo, da bo to ena od 5 najbolj uporabnih kriptovalut globalno. Toliko okrog DuckCoina. DuckPay ne bom posebej izpostavljal, DuckPay je samo plačilni procesor za sprejemna mesta, se pravi, ne moramo imeti uporabnike in sprejemna mesta. To je plačilni procesor, ki je super, popolnoma brezplačen, popolnoma nezavezujoč za podjetja. To se seveda preštudira skupaj z DuckCoinom. Če boste pogledali DuckCoin, potem si boste tudi pogledali, kako je s tem DuckPayem, boste znali to tudi povezati ustrezno. Potem naslednja 2 produkta smo dobili pred enim letom, na drugi obletnici v Dubaju. En od teh 2 je Forex Insider. Kot vam že sama beseda pove, v bistvu od podjetja dobivamo insiderske informacije. To v bistvu zelo preprosto pomeni, da enkrat na dan v povprečju dobi vsak, ki se pač naroči na te signale, dobi priporočilo, kako naj trguje. Zdaj to ni neko pisno priporočilo, da ste mogli zdaj vi študirati, ampak je priporočilo popolnoma eksaktno. Eksaktno pomeni, da vam povejo, kateri valutni par trgujte, a ga kupite, a ga prodajte, pri kateri vstopni ceni pejte not, kje postavite stop loss in kje take profit. Če dojete izkrajšam v en krajši stavek, to pomeni, da prekopirate 3 cifre iz tiste, kar ste dobili, jih prenesete v telefon in se bo trade zgodil sam. Sprav, to je krasen produkt zaradi tega, ker vam že omogoča pasivni prihodek. Jaz vam danes bom govoril veliko o pasivnih prihodkih in aktivnih. Se pravi, to je popolnoma pasiven prihodek, donos, ki ga naredite na svojem lastnem denarju, ki ga imate na svojem telefonu. Se pravi, denarje nikamor ne pošiljate v neko podjetje, v neko ne vem kaj, ampak imate denar na svojem lastnem telefonu. Za Forex Insider imamo posebne prezentacije, ki so namenjene izključno temu, tako da če vam je interesantno stopiti na ta največji svetovni finančni trg, vsekakor vam predlagam, da si to prezentacijo pogledate ali pa za kakšen film vprašate. Potem še en produkt je Bank, to je pa čist, bom rekel, nefinančni produkt, ki pa namenjen temu, da izboljšamo svojo komunikacijo, da izboljšamo svoje razumevanje sogovornikov. To je nekaj, kar je moja strast, jaz sem cel življenje na nek način že učim v tem, kako bi izboljšal svoj način poslušanja, kako bi izboljšal razumevanje ljudi, kako bi se jim lahko na boljši način približal in ta produkt mi ali pa vam ali pa komorkoli se ukvarja z ljudmi pomaga, da v bistvu razumete jezik sogovornika. Reka zdaj, kakšen jezik, vsi govorimo slovenski. Ja, seveda vsi govorimo slovenski, samo vrednote, na podlagi katerih se mi v življenju odločamo, ali pa vrednote, ki nas peljajo v življenju, naš drive, so popolnoma različne. Se pravi, če se jaz lahko uspem pogovarjati z Evo na tak način, ki je neprijazen, se pravi na podlagi njenih vrednot, potem mi bo prisluhnila. In če mi bo prisluhnila, je zelo verjetno tudi, da bo potem nekaj tudi razumela. Se pravi, ker pogosto se nam dogaja, da govorimo isti jezik, in naredimo prezentacijo, se z nekom nekaj pogovarjamo, nekomu nekaj ponujamo in na nasprotni strani mize pojma nima, kamo vi govorite. Zato, ker enostavno pač ne govorite njegovega jezika. Se pravi, s tem produktom praktično v 90 sekundah lahko
temu se reče pa nas odkodirate, kdo je ta vaš sogovornik in prilagodite pogovor, komunikacijo, povabilo, prezentacijo, karkoli pač delate z ljudmi, na tak način, da boste za 300% vzdignili svojo uspešnost. Ta produkt zdaj, o katerem bom pa danes govoril, je pa ta naš produkt, smo ga dobili pred dobrim tednom, The View. Kaj pravzaprav je The View? The View v bistvu nam ponuja virtualno realnost. Se pravi, gre za to, mogoče najprej malo tehničnih stvari. The View je v bistvu platforma, ki združuje posle in ljudi na enem popolnoma novem nivoju. Verjetno opažate, koliko se tehnologija, koliko se IT, koliko se ta umetna inteligenca, koliko se hitro razvija in koliko vsakodnevno bolj in bolj prodira v naše vsakodnevno življenje. Se pravi, tako kot mi danes vidimo virtualni svet, ga vidimo z očmi nekoga, če vam dam primerjavo, z očmi nekoga, ki je uporabljal računalnike, ki so prišla ven Spectrum pa kaj še bilo, Commodore, je bil Commodore, se kdo spomni še tega? Vse, ni se še spomnil tega, ne. Se pravi, z očmi, ki sem jaz prvi svojim otrokom kupil, Commodore, sem rekel, tole jaz tam nikoli v življenju ne uporabljal. Ne, se pravi, zato, ker je bilo to na nivoju enih igric. Se pravi, danes nam računalniki ponujajo popolnoma en drug nivo, popolnoma drugo uporabnost in ravno tako se bo zgodilo za to virtualno inteligenco. Zdaj, pogosto me ljudje vprašajo, a ta virtualna realnost, a nam bo ukradla zdaj dušo, a nam bo ukradla zdaj svobodo. Nasprotno, jaz mislim, da nam bo dodala nove in nove možnosti. Bom povedal, zakaj in na kakšen način. Mogoče tle še par dejstev, takih vas za tiste, ki ste zeleni, ker rabite več podatkov, več številk. Se pravi, ta industrija virtualne realnosti je industrija naslednjih 2, 3, 4, 5 let siguren. Nedvoumno. To zdaj se ni spomnilo naše podjetje, to se ni spomnil zdaj, to se nisem spomnil jaz, ampak to so analitiki, ki to analizirajo. Se pravi, že letos je bilo v tem sektorju, v tej branži $180 milijard prometa in se pričakuje, da bo v naslednjih 3, 4 letih ta cifra se več kot podvojila, se pravi na 390 milijard. Glede na to, kakšna je zdaj ponudba s tem našim Viewjem, pa glede na to, da te analitiki niso vedeli, kakšno imamo mi načrt, jaz mislim, da bo ta cifra še bistveno večja. Zato, ker jaz mislim, da bomo čez 10 let mi sami naredili tole cifro, ki vidite tukaj gor, teh 390 milijard. Te rekli, da je pa ambiciozen ta roman. Vem, kaj govorim, ker vem, kaj stoji v zadnji. To je zdaj še grafična podpora, nisem vedel, da imam tudi slajd, to je zdaj še to, kar sem povedal, to sta zdaj na sliki te dva. Commodore pa Spectrum, se pravi, kad danes sedim, usta odprem in se začnem z njimi pogovarjati o virtualni realnosti, rečejo, to je za otroke, ki si dal očala gor, pa igrice igra. Se pravi, podjetje bo s tem produktom te igrice preneslo na popolnoma nov nivo, na nov level. Zdaj, na kakšen način se bo to uporabljalo in kje vse? Se pravi, uporablja se bo pri potovanjih. Danes sem govoril z eno prijateljico z Cipra, me že sredi stavka ostala in rekla, potovanja v virtualnem svetu nikoli ne more biti tako, kot so v realnosti. Ja, se strinjam, seveda se strinjam, čisto popolnoma se strinjam. Ampak, pomislite, jaz sem danes star 57 let. Koliko ste vi, lahko ste bistveno manjši, pa so te verjetno vsem strinjali z mojo trditvijo. Jaz, če danes pustim vse biznise na tem svetu, recimo, da imam ves denar na tem svetu in ves čas na tem svetu, ki ga imam, mi ne bo uspel do konca življenja 99% stvari pogledati, ki bi jih rad videl. A se strinjate z mano? Ne bo mi uspel, ker je enostavno življenje pač prekratko. Se pravi, zdaj, če mi lahko nekdo ponudi na tak način, da bo to, kar reality, jaz bom zasebej šel nekam, kamor pač vem, da ne bom mogel jeti. Kljub temu, da jaz rad potujem in verjamem in upam, da bomo še naprej veliko skupaj potovali. Ampak enostavno je pač, smo časovno in prostorsko omejeni na ta čas, ki ga imamo, svet je pa to krasen nazaj. Se pravi, podjetje se v prvi fazi najbolj osredotočilo na ta potovanja, bom povedal, kjer države so najprej, potem recimo obiski športnih dogodkov, pa raznih drugih dogodkov. Isto bi lahko rekel, se pravi, mene zanima umetnost, nikoli v življenju ne bom mogel iti vse galerije, ki si želim iti, nikoli v življenju ne bom mogel iti vse muzeje, v katere si želim iti. Se pravi, zdaj pa, če imam orodje, ki mi to približa na tako plastičen način, kar tu bo, ker zdaj bo 3D, kasneje bo 4D, pa 5D, tako da bo, kad da bili tam.
Ne, se pravi, pa še nikamor ne bo treba iti. Se pravi, jaz se popolnoma strinjam, da živa izkušnja, ne, potipati zdaj neki, nikoli ne more biti isto. Ampak če daste na drugo stran tehnice, našo omejenost, pa na drugi strani to, tudi, ne vem, tudi veliko stane. Ne, na koncu koncev si tudi vsi ljudje ne morejo privoščiti, da jo pol leta na let potovali. Ne, mogoče bi peljali svoje otroke gledati Eiffelov stolp, pa je že sama Francija, da priješ do Francije z družino, ki je pa nazaj, je to za marsikatero povprečno slovensko družino, je to, vam povem, ni mačji kaša z internet v Francijo, pa celo familijo peljati na Eiffelov stolp, da je itak potem rekli, da bi pa še jesti, pa še ne vem kaj. Se pravi, prireditve, muzeji, športne prireditve, kasneje se bo dodajalo tudi, to je že znano, da bo pač možno e-shopping. Odrekali se e-shopping je že zdaj, pač grem na internet, pa tam kupam si oblekca, ja. Klinc ne si kupite oblekca, ko ne veste, če bo to prava, ne. E-shopping pomeni tridimenzionalni, to pomeni, da bo v trgovina posneta, ali bo to Prada, ali ne vem kjera, pa boste šli noter, pa si boste zbrali, pa boste na avatarju probali, na vaši preslikavi, boste probali, in če vam bo prav, boste to obleko dobili domov, ne virtualno, ta pravo. Ne, se pravi, kar vam hočem povedati, načini uporabe, kako se bo ta virtualni svet prihodnje uporabljal, je tam, ko se naša domišljija neka. Ne. Jaz sem danes tudi sam svojo miselnostjo še na ravni Commodore ali pa Commodore Plus. Ampak vsak dan, ko berem več o tem, vsak dan, ko več o tem razmišljam, bolj si mislim, wow, se res ne, koliko je neomejeno možnosti, koliko bi recimo otroci lahko na več ekskurzij, ko grejo danes, ne. Koliko bi lahko stranke pogledale več nepremičnin, če ne bi bilo treba za 100 nepremičnin gledati. Ampak bi, ne vem, virtualno pogledali, si rekalo, da te 3 grem pogledati. In tako naprej, in tako naprej. Se pravi, jaz bi v tem dialog govoril ure in ure, no, ampak sem vas hotel malo popeljati na tole, na ta journey, v ta virtualni svet, da te malo predstavlja si, kam to gre in da boste razumeli, da vam nihče ne bo ukradel duše. Ne, zato, ker tehnologija nam ljudem lahko koristi. Če jo znamo seveda uporabljati, pa če jo smiselno uporabljamo. Ne. Tehnologija, kljub zdaj kritikam, kako nas bo tehnologija pohabila, moje globoko prepričanje je, da je s tehnologijo kot z denarjem. Denar v rokah dobrih ljudi dela dobre stvari. Denar v rokah slabih ljudi pa slabe. In isto s tehnologijo. Se pravi, tehnologija nam lahko samo koristi. Ljudje smo tisti, ki se pustimo zaslužiti. A je zdaj meni računalnik zaslužil? V bistvu ne. Jaz se sam tisti, ki se odločam, bom 2 ure na računalniku na dan, ali 1 ura na dan, ali pa kol. Se pravi, imamo vedno možnost izbire. In ta tehnologija nam bo prinesla popolnoma neke nove izkušnje in zaradi tega verjamem, da bo s tem produktom ogromen promet. In zdaj, če govorimo zdaj o pasivnem prihodku, se pravi, to, kar bom zdaj vam pokazal, je, na kakšen način vi lahko zdaj kot crowdfunding ali pa kot vlagatelji lahko sodelujete pri razdelitvi dobička od prometa, ki se bo zdaj zgodil v naslednjih letih in desetletjih s tem produktom. Se pravi, to je zdaj v tem trenutku naša ponudba. Podjetje bo od vsega prometa svetovnega, ki ga bo naredilo, bo 9% od tega svetovnega prometa razdelilo v različne 5 različnih poolov. Pool pomeni, kaj ne skleda, pa kaj bazen. Se pravi, in 5 teh različnih poolov bo in vam zdaj pokazal, kakšni so in na kakšen način vi lahko sodelujete, da tudi vi iz te sklede nekaj dobite eno dobrobit ven. Se pravi, eno je founder pool, ta pool je že zaprt, tle bo šlo noter 1% svetovnega globalnega prometa. Za ta pool, do tega poola so upravičeni bili samo tisti, ki smo podjetju toliko zaupali, da smo investirali v to idejo, prej smo sploh vedeli, niti kako je ime nismo vedeli, nič nismo vedeli. Pač smo zaupali podjetju, da je to dobro, pojma nismo imeli, kaj nam bojo sploh ponudili, in zato smo tudi nagrajeni z dodatnim 1% od vsega svetovnega globalnega prometa. Potem drugi pool je globalni pool, se pravi 1% se bo razdelil med vse ljudi, ki bojo v tej skledi imeli določen delež. Potem je regionalni pool, v katerega se bo steklo 5% vsega tega svetovnega globalnega prometa. In potem je pool za razvijalce, to mogoče za vas ni toliko aktualno, ampak se nam vsem zdi prav, da to povemo, da je transparentno, da se ve, kam gre denar, se pravi za te, ki bojo to sploh vzpostavili. 1% je pa še dodatno, bom pa povedal čisto na koncu, je pa še posebej zanimiv, se pravi, če tole zdaj skrb seštejemo, smo rekli 1 + 1 + 5 + 1 + 1.
Se pravi, do vsega prometa, ki bo kadarkoli narejen, a bo šel zdaj nekdo gledati tekmo, a bo zdaj nekdo šel na Eiffelov stolp, a bo šel zdaj nekdo v muzej, se bo stekal 9% te pule. Ne? Zdaj bomo pogledali, kaj vi lahko imate od teh pulov in na kakšen način lahko sodelujete pri dobičku iz teh pulov. Se pravi, lahko se odločite za članstvo. Članstvo so od 125 evrov pa do 1000, se pravi, imate basic 125, standard 250, super 500 pa ultra 1000. Tukaj zraven so napisani eni unici, ne? Zdaj ne vem, ali ne uporabljam besedo unica, delež, kakorkoli, samo tako, da se razumemo, je enačaj, se pravi, unic, share, delež, govorimo o eni in isti stvari. Tole je zelo pomemben slajd, pa mislim, da ga kasneje še kdaj ponovim, no, da boste razumeli, na kakšen način se zdaj ta kolaž zdaj deli, na kakšen način se share. Ok, to sem že povedal, 1% gre v global pool, 5% v regionalni pool in v tem regionalnem poolu je za začetek, se pravi, v nedeljo smo dobili prvih 25 držav, kjer bo prvič to steklo, kar sem vam povedal. Se pravi, prvih 25, potem se bodo dodajale nove in nove države. 1.4. že 5 novih in 1.5. še 5 novih. Jaz zdaj seveda ne bom tukaj vseh 25 držav kazal pa razlagal, ne, to je samo, da dobite nek vtis, vidite, da so z celega sveta, izbrane so na podlagi različnih kriterijev, recimo en kriterij je ta, koliko je kupna moč, ne, zato tudi recimo na vsakem slajdu gor piše, koliko je poprečni mesečni income na rezidenta, na državljana. Izbrani so na podlagi tega, koliko so turistične zanimive, ne, in navsezadnje izbrani so tudi na podlagi tega, koliko veliko skupnost naše podjetje že ima v določenih državah, ne, zato ker tam računamo, da se bo ta projekt še hitreje razvil, ki že itak imamo obstoječo skupnost, kar pomeni, na nek način imamo že obstoječe stranke, skoraj bi temu lahko rekel, ne. Ok, zdaj bomo pogledati ene 2-3 čisto konkretne primere. No, da smo pa prišli do one točke, ko smo prosil, ne še takoj, da si zapišite nekaj, da si nekaj zapišete. List papirja ste si pripravili, pa svinčnik, ste, imate, super. Ok, ne, pogledamo zdaj en primer, Švedska, kjer ta unic, se pravi, kjer ta delež stane 1000 evrov. Se pravi, če kupite paket za 1000 evrov, potem lahko kupite tako državo, kjer je en delež 1000 evrov. Sicer imate tudi druge možnosti, ne. Potem tle vidite tle od spodaj, regional pool, če zdaj ostanemo še za sekundo pri temu regionalnem poolu, kamor gre 5%, imate možnost kupiti ali en delež v državi, ki stane 1000 evrov, ali 2 deleža v državi, ki stane 500 evrov, ali 4 deleže v državi, ki stane 250, ali pa 8 deležev v državi, ki stane 125. Zdaj, verjetno se sprašujete, zakaj sem tukaj napisal alokacija ena država, alokacija ena država. Je zato, ker si lahko samo eno državo zberete z enim paketom. Se pravi, ne morete, če kupite paket za 1000 evrov, zdaj razdeliti na 5 različnih držav. Kar pa ne pomeni, da ne morete Jurija, ki ga imate na razpolago, recimo, razdeliti med različne države, ne. Kupite 2 deleža od držav, ki so 125 evrov, pa enega za 250, pa enega za 500, recimo. Se pravi, ni nobene omejitve, lahko si kupite kakršnekoli pakete, kakršnekoli velikosti in v kakršnekoli količinah želite, seveda, dokler so na razpolago, vam bom kasneje pokazal, je zelo omejeno število. Čisto konkretno, pri Švedski, ne, je število deležev omejeno na 2500 unicev, se pravi na 2500 šerov ali pa deležev, ne. Ok, zdaj, ker ljudi zanima, ne, me ljudje, ki naprej zdaj sprašujejo, ok, pa kaj zdaj lahko pričakujem od tega, ne, zato sem zdaj rekel za en list papirja, pa vam bom povedal, kaj lahko pričakujete od tega, ne. Se pravi, zdaj smo v fazi, bom rekel, crowdfundinga, se pravi, zdaj zbiramo sredstva in beta launch bo februarja drugo leto, se pravi, čez slabih 12 mesecev. V letu 23 ali pa v letu 24 je moje pričakovanje, da bo podjetje naredilo s tem produktom recimo 3 milijarde dolarjev prometa. Recimo. No, to je prva cifra, ste si napisali. 3 milijarde prometa. Ok, zdaj večina že malo takole trzne takoj, ne, reče, joj, 3 milijarde pa to malo veliko, ne, se ti ne zdi veliko, se ti ne zdi to malo preambiciozno, 3 milijarde. V bistvu ne, vam moram povedati, da je podjetje lansko leto naredilo milijardo dolarjev prometa z 600 000 člani, ki jih imamo. Ne? Zdaj morate povedati, teh 600 000 članov je prihajalo leta in leta.
Se pravi, v bistvu je podjetje naredilo milijardo dolarjev prometa z nekih 250 tisoč ljudmi. Se pravi, če to zdaj malo prehendlate, boste hitro ugotovili, da 3 milijarde absolutno ni neka preambiciozna cifra in to praktično z enim samim produktom. Sicer smo lansko leto poleg Dacoina imeli že tudi banking pa Forex, ampak večino vsega prometa je bilo narejeno s kriptovaluto, s tem, da ima ta produkt še bistveno širšo spektr, bistveno večji trg ima, kot pa kriptosvet. Se pravi, mislim, da ta cifra, ki sem jo povedal, je premajhna, kot pa prevelika, ampak ostanemo v nekih realnih okvirih. In recimo, da je ta Švedska recimo povprečno uspešna država pri tem. Recimo, da se od teh 3 milijard naredi 5% prometa v Švedski, če si predstavljate. Se pravi, mi bomo 30 držav in recimo, da je ta Švedska kar solidna država in se bo na Švedski zgodilo 5% vsega tega prometa, vseh teh 3 milijard. Kaj to pomeni? A ste izračunali, koliko je 5% od 3 milijard? Ne še, jaz sem že izračunal, sicer tle malo špegal, tle malo plonkam, ampak zdaj sem že tokrat pogledal, da že na pamet skrbim. Se pravi, če je Švedska ta država, ki bo naredila 5% od vsega tega prometa, je to 150 milijonov. Se pravi, Švedska je naredila zvila 150 milijonov prometa in rekli smo, da vsega prometa bo šlo 5% v regionalni pool, se pravi, koliko je to zdaj pomeni? 7 milijonov pa pol. 7 milijonov pa pol je v tem poolu, ki si ga bojo razdelili ljudje, ki imajo share od Švedske. Se pravi, 7 milijonov razdelite z 2500 share in prijete do kakšne cifre, da vidim, če kaj sodelujete, ali je tale moja prošnja po papirju, pa sredični kloba, bila bolj jalova. Je kdo zračunal? Da se noben ne upa tvegati. Bom jaz povedal. Se pravi, v tem primeru, v tej simulaciji, ki sem vam zdaj povedal, pride 3000 evrov. Je zgolj iz tega poola od Švedske. Ok, potem smo pa rekli, poleg tega je pa vsak kupec paketa, kupite paket za 1000 evrov. Imate dodatnih 21 deležev v global poolu. Se pravi, global pool smo pa rekli tam, kar je 1%. Zdaj imamo eno promocijo, če to naredite do vključno 8, dobite še dodatnih 21 deležev v tem global poolu, kar pomeni, da jih imate 42. Se pravi, ta pool, ker pa je globalen, bo pa bistveno več ljudi v tem poolu. Se pravi, med več ljudi se je to razdelili. Zdaj, moja ocena, ki sem to zdaj malo kalkuliral, pa tudi te pooli ne bodo neskončno odprti. Jaz mislim, da bo recimo v tem poolu recimo med pol milijona pa milijon ljudi. Se pravi, pri takem prometu, če ste pa zdaj vi lastnik 42 deležev v takem poolu, kamor se bo stekl, kjer se bo razdelil med pol milijona do milijon ljudi, imate pa dodatno, recimo, če bo pol milijona, je to 1250 evrov, pa če bo milijonih 2500. Pa če vzamemo zlato sredino, je to 2 jurja. Se pravi, dene take vaše odločitve za jurja imate 5000 evrov. Če se vam zdi pretirano, da mogoče pa leta 23 ali pa 24 še ne bo toliko prometa, ga bo pa leta 25. Ker v bistvu promet bo itak skozi rastel, zato ker se bo ta sistem skozi razvijal, vedno se bojo nove storitve dodajale, na kakšen način se bo dalo uporabljati in s tem bo tudi promet rastel. Tako da moje prepričanje je, da komot se pogovarjamo o milijardnem trgu. In zdaj, če pomislite, da je milijardni trg, v povprečju vsak zapravi 100 evrov na mesec, potem govorimo o 100 milijardah, ne o 3. Ampak da vas ne bom zapeljal predaleč, v bistvu sem sam hotel odgovoriti ljudem, ki me sprašujejo, kaj zdaj lahko pričakujejo. Na eni strani pričakujete velik boom, na drugi strani pa seveda to za potrpežljive. Eni ljudje danes se plačajo, rečejo, a imam jutri že kakšen denar. Jutri nimate še nobenega denarja. Bo pa podjetje sigurno še leto začelo delati na teh državah, za katere sem vam povedal, zato ker ene države so praktično že tretjino razprodane, četrtino razprodane. Ok, ne bom zdaj cele zgodbe govoril še tukaj, ne se ustrašite, da ste zdaj 2 ure poslušali moje izračune, ampak samo da razumete te pakete. Se pravi, če gledamo tle eno državo, teh držav, ki imajo po 500 evrov, mislim, da je 6, 7 ali 5,
Se pravi, to so države, kjer je vrednost enega deleža 500 evrov, se pravi, imate možnost vzeti eno državo, ki je vredna 500 evrov, ali pa eno državo, ki je vredna 250, pa dobite 2 junica, ali pa eno, ki je vredna 125, ki jo mislim niti nijem na slajdu, recimo Jordanija, Uganda, Kitajska, dobite 4 deleže. Ne? Se pravi, poleg tega regionalnega, ko smo rekli, imate dodatno še v tem primeru, tle vidite spod, stalno ponavljam te pakete, ki jih imate pred očmi, imate 7 deležev v globalnem poolu, pa promocija do vključno 8, 7 v še dodatnih 7, se pravi 14 deležev v globalnem poolu, tako da imate zdaj malo predstave, no, zato sem dal te primere, nekakšne, da se te lažje potem odločili, kaj je primerno za vas. To je zdaj še en primer za 250, se pravi princip je isti in ne bom ga več ponavljal. Turčijo sem izpostavil, zato ker Turčija je ogromen trg, Turko je ogromen, turistično blazno zanimiva, dostopno vidite, tudi cena je dostopna, tako da verjamem, da bo Turčija velika uspešnica, tudi turistično blazno zanimiva. Ok, kakšen je zdaj načrt, kakšen je zdaj plan za naslednje 2 leti, malo sem ga že omenil, tiste bistvene stvari sem že omenil, se pravi, zdaj smo šli za 25 državami, potem prihaja v naslednjih 3 mesecih še dodatnih 10 držav. Ne mi vprašati, katere so, ne vemo še, vsekakor bojo pa to zanimive države, zato ker vedno zberajo tudi kapitalsko močne države. Bomo povedal spet, zakaj zdaj še dodatno to za nas pomembno, ko to danes poslušate, a zdaj poslušate, ali te posnetek poslušali v kratkem, ne? Zato, ker poletje bo odprl marketplace. Se pravi, povedal sem vam, recimo, da se ene države že praktično razprodane. Arabski Emirati je razprodano 35%. Se pravi, lahko se zna, zelo verjetno se zna zgoditi, ne vem, da bojo maja prišli Američani, ne, in bojo hoteli kupiti v Dubaji, ne, bojo hoteli biti prisotni, hoteli imeti svoj delež v Arabskih Emiratih. Ne, in ga ne bojo mogli drugače kupiti, kot ga te vi ponudili na marketplaceu. Mislim, jaz ga ne bi ponudil, ker vem, kaj me čaka, kot sem vam prej povedal z račun. Ampak, vejte, če te rabili denar, ali pa če bo ponudba nora, jaz ne vem, kakšna bo, se jaz ničem ne povedujem, ne, ampak če bo ponudba nora, lahko da te ta paket proda, ki se ga kupa za ure, mogoče za 3 ali pa za 4. Ni obljuba. Hočem vam samo povedati, kako se bo trg razvijal, odpirajo se nove države, prihajali bojo novi ljudje in ne bojo mogli druge kupiti kot na marketplaceu od nekoga, ki to danes zagotovil. Zato je ta pravi cajt zdaj, ta trenutek. Beta launch, kot sem povedal, na 4. obletnici naši, 2 let v Dubaju. Beta launch pomeni, da gre zadeva že na trg, ampak da se pač testira. Se pravi, vedno se v tej testni fazi vedno treba še kaj popraviti, kaj korigirati, kaj nadgraditi, kaj šteka, kakšna stvar. In pa čisto uradni launch je pa še leto zatem, se pravi na 5. obletnici. Ok, to promocijo sem zdaj že pri državah razložil, tle samo še enkrat na slajdu dodatno. Se pravi, če to naredite ne pred 1. marcem, ampak pred 9. se pravi do vključno 8. dobite dvojne coine, se pravi, ste na nek način bi lahko rekel z 2% udeleženi v temu global poolu, tako da ne zamudi take priložnosti, ker take priložnost prihaja za večino zelo, zelo redko, za ogromno ljudi pa nikoli. Ok, to je okrog teh naših produktov. Se pravi, ta del, ki sem vam do zdaj povedal, okrog Vuja je popolnoma pasiven. Vprašajte prijatelje, vprašajte tistega, ki vam je dal tale video, naj vam da referral link, se registrirate in se pač pogledate države natančno, imate na spletni strani, katera država je za koga in se odločite, kaj je za vas najbolj primerno, lahko se mogoče odločite tudi za neko vrčevanje, čeprav dolgo časa traja, ne hočem reči, lahko da ste 250 do 250 do 250, kakorkoli. Se pravi, ta del je pa aktivni, čisto na kratko še, kako ste pa lahko aktivni sodelavc, to, kar zdaj kažem, je kljub vsemu pač projekt za naslednje 2, 3, 4 leta. Aktivni sodelavc ste pa s tem, da doplačate, kot sem že na samem začetku vam pokazal, 30,50 evra, 30 evrov pa 50 centov. Se pravi, za ta simboličen znesek dobite vse, kar rabite, da začnete svoj online biznis od doma. Vse. Se pravi, kot sem prej na začetku povedal, od podpore, od ljudi, ki to že delamo, nič vam ni treba znati, nič vam ni treba zdaj imeti vizije, kaj bo zdaj z Vujom čez 5 let, pa vizije, kaj bo zdaj z Dacoinom. Vse se boste naučili korak po koraku. Se pravi, vi se morate samo odločiti,
da si želite eno spremembo, da rabite nek dodaten zaslužek, da rabite nekaj v življenju spremeniti, da imate dosti tega, da 10 ur preživite v službi z nekom, ki ga sploh ne marate, ne, še to je statistika grozna, ljudje itak malo zaslužijo, potem pa še čas preživljajo z nekom, ki ima jih želodec peče, pol pohodijo na operacije želodca. Jaz prav razlogov, zakaj bi človek v življenju nekaj spremenil, najte ga, imate eno krasno priložnost, stabilno podjetje in praktično zastonj. Jaz nočem biti aroganten do denarja, da bi rekel, da 30 evrov ni nič, ampak verjetno se strinjate, če odpreš svojo lastno spletno stran, boste dali za domeno pa za gostovanje 30 evrov na let. Se pravi, dejansko res simbolična vsota. Zdaj zato, če ste naš sodelavec, dobite kopico nekih nagrad, bom šel res danes na hitrico skozi, vedno znova porečem, bom šel na hitrico, pa ne vem, kako nam to uspe. Se pravi, 10% je od vašega osebnega priporočila. Nekdo vzame produkt, če to zdaj je Forex, je 50 evrov, dobite 5 evrov. Nekdo vzame paket Bitcoina za 500 evrov, dobite 50 evrov. Pri ti je ta razporeditev, glede na to, da imamo 9% namenjeno v pule, je nička drugačna. Se pravi, te razdelitve provizij se bo potem, ko prihajajo novi produkti, ne bo vedno enaka. V povprečju bom zdaj zaenkrat ostal na prezentaciji, da je 10%, čeprav so neka odstopanja, da ne boste potem dobil gledali. Se pravi, 10% je od skupine, to skupino bom še posebej izpostavil, razložil. Potem, ko imate malo večjo strukturo, so tudi nagrade za vodenje, potem pač imate, ne vem, mogoče neko svojo večjo skupino in vaša naloga predvsem to, da pomagate ljudem, da napredujejo, da naredijo korake potrebne za to, da pridejo mogoče enkrat do teh nagrad, ki jih vidite na tej sliki. Se pravi, na tej sliki so pa nagrade za nekoga, ki se je že malo resno odločil, to zdaj ni več part-time, za 2 ure na mesec, ampak je to neka resna zadeva, ste se odločili, ok, bom delal to part-time 1 leto, 2, 3, 4 ure na dan in v takem primeru so vse nagrade, ki so tukaj na sliki, dosegljive. Vse so dosegljive. Kako to vem? Te rekli, ja, ti že vse dosegel? Ne, nisem. Jaz sem v bistvu Rubi, to je tle nesred nekje, oziroma tukaj na koncu tele prve tretjinke. Vemo zaradi tega, ker imamo vsake 4 mesece konvencijo in vsake 4 mesece dobi take nagrade, od tukaj naprej, ne ta manjše, obstajajo še manjše nagrade, dobi 200, 300, 400 ljudi, vsake 4 mesece 400 ljudi. Ampak vas moram nekaj upozoriti. Tak tempo je bil, zdaj, ko nas je bilo 600 000. Se pravi, predstavljajte si malo imagination, can you imagine? Predstavljajte si, koliko bo teh nagrad, ki nas bo 3 milijone. Pa koliko bo nagrad, ki nas bo 12 milijonov. Potem bomo govorili, na prejšnjem eventu je bilo podeljenih 14 Mercedesov, 4 vile v Dubaju, pa 37 zlatih ur. In čez 4 mesece spet. Se pravi, ne morete si predstavljati, koliko je to huge zadeva. Poleg tega, da dobite nagrade, kot sem že povedal, dobite vso podporo, se pravi sistem, imamo korake, korak po koraku, vam pokažemo, kako naredite duplikacijo. V bistvu čarovnija tega, ki sem vam prej kazal, ki je vsakoj, da imate svoj lasten velik sistem, je duplikacija. Se pravi, jaz od svojih mentorjev, od Odysseasa, od Eve Pafila, nekaj učim, kaj sta ona naredila, da sta postala Black Diamond, vsak dan jih sprašujem, kako sta pa to naredila, kako sta pa naredila in ko se to naučim, to učim naprej. In ko vi naučite svoje ljudi, seveda z našo pomočjo, da naredijo isto, imate duplikacijo, zato ker potem oni znajo in to oni učijo naprej. To je magija tega, da pridete do pasivnega, do prihodka, oziroma da pridete do tega, da imate oboje čas in denar, da prestopite, tukaj je vsakiju iz leve polovice na desno. Jaz sem malo dislektik, moram vedno pomisliti, kje je leva pa desna. Ok, rekel sem, da bom povedal samo še 2 stavka okrog tega tima, na kakšen način zgledi tim. Zato, ker veliko ljudi vidim prihaja na webinarje in gledajo to in gledajo in preverjajo in razmišljajo, pa kje je ta luknja, pa to, kar razmišljajo, v bistvu je zelo preprosto, imamo binarni sistem. Se pravi, povabite par ljudi in vsak od nas ima možnost, da da samo enega levo in enega desno. Se pravi, če je to 5 ljudi, pokličite danes svoje prijatelje, jutri in reči, poslušaj, začel sem nov internetni posel in iščem še 5 sodelavcev solidnih. Ne vem, če bo to zate, ne vem, če si to ti, ampak daj pa si tole skupaj pogledati, pa videti, da je to nekaj, kar je za tebe. Če te s takim tonom rekel to 30 ljudem, sem jaz zdaj vam povedal, vam povem, da bo par ljudi rekel,
kam ti je pa samo zavest zrasla. Se pravi, zakaj? Zato, ker tako veste, da ljudem delate uslugo. Ker jim delate uslugo. In ni le zakomplicirano 5 ljudem povabiti, ker potem jih naučite, da oni naredijo isto in se vam bo ta struktura zgodila. Se pravi, tako kar reče Andreja, najprej skoč, pa pol poglej, koliko je globoka voda, kako že. Najprej skoč, pa poglej, koliko je globoka voda. Ja, se pravi, nič ni zakompliciranega. Ok, tle se ne bom zdaj zadržal več, takole izgleda potem, ko ste enkrat naš sodelavc, tole izgleda back office od tega view produkta, kjer imate vse, imate preglednico, koliko je tega bilo že predanega, koliko je vašega, koliko tega imate v global poolu in koliko tega je founderjev, pač ta founder ste zdaj nažalost že zamudili. Ok, zdaj pa čisto za na konc, za tiste, ki boste tole poslušali kadarkoli, pa ste nadpovprečno ambiciozni, ki ste lačni, mi temu rečemo v našem biznisu, ki ste lačni, spremembe in ki ste na drugi strani coachable, se pravi, ste se pripravljeni nekih novih stvari naučiti. Se pravi, za vas imam pa še eno dodatno ponudbo. Ne obstaja še en pool, ki sem rekel, da ga bom na koncu povedal. Pa bom tudi povedal zdaj, kaj je, zakaj to poseben, pa kako lahko to naredite, ali pa naredimo vsi skupaj kot tim. Se pravi, od vseh teh poolov, ki sem jih opisal, obstaja še en pool, se mu reče leadership pool, kamor se pa steka 1% vsega prometa, spet svetovnega globalnega, ki je pa namenjeno ljudem, ki so določen status zasegali in sicer diamant ali pa navzgor, za svojo lojalnost, seveda in konsistentnost, se pravi, za vztrajno ponavljanje. Prej smo govorili, da v unem poolu bo toliko ljudi, na Švedskem bo si pool razdelili, koliko smo rekli, 2400 ljudi, global pool si bo razdelili milijon ljudi, v tem poolu je pa trenutno, ne vem točne cifre, ampak tam 60 ljudi trenutno, 70. Se pravi, tudi če bo čez 5 let 600, je to še vedno 10krat več kot vsega, kar sem vam pokazal. Ne vam malo domišljiva proradi. Se pravi, na kakšen način zdaj dosež to, je v bistvu z enostavnim ponavljanjem tega, kar sem vam povedal prej. Se pravi, za diamant, za ta nivo, imate tle en izvleček iz našega marketing plana, morate narediti na letni ravni 600 000 pik prometa. In če teh 600 000 že pogledamo, recimo, da povprečna stranka vzame za 1000, in jaz verjamem, da s tem produktom, ki mod vsak vzame za 1000. Če ne more vzeti, potem ga vabim, da ne bo nas sodelavec, pa bo lahko si kupil paket. Tudi če nekomu preveč, pa lahko kupi 500 zdaj, pa 500 pa, se pravi, pakete se bo dali dokupovati toliko časa, dokler bojo seveda na razpolago. Se pravi, z enim takim realnim povprečnim prometom je to 600 strank. 600 je zdaj spet za enega ogromno. Če pa delamo skupaj kot tim, če delate z ljudmi, če pomagate tem 5 ljudem, ki ste jih povabili, če pomagate unim s tem rekli, ti, iščem 5 partnerjev, če iščete 5 poslovnih partnerjev, potem se do njih poslovno obnašite in reče, zdaj si pač moj partner in ti bom pomagal, da za mano ponoviš ta korak, naredijo to duplikacijo in ko to ponovite 3krat, a za vam to zdaj vzame 3 tedne, 3 mesece, 3 leta, se ni pomembno. Ampak, ko 3krat ponovite ta korak, imate v strukturi 625 ljudi in ste v naši firmi Diamant, kar pomeni, da ste svobodna kot ptica, denar vam bo pritekel, povabili vas bojo na takle potovanje za 2 osebe, ki nas bojo odklenili, seveda, in to potovanje bo real, kakor jaz vem, ne bo virtualno. Skratka, to je tak, bom rekel, rang v našem podjetju, ki je prvi zelo resen cilj nekoga, ki se pač resno odloči. Zato sem pa rekel, da je ta dodatek čisto na konc dejansko res namenjen nekomu, ki je ambicioznejši, zato ker eni ljudje so to naredili na svetu tudi v parih mesecih. Ne rečem, da je to zdaj pa piece of cake, da to vsak lahko naredi v parih mesecih, v 2 letih pa absolutno vsak lahko v primeru, da je lačen pa učljiv. Tako da želim vam dobrih odločitev v življenju, hvala, da ste mi prisluhnili, obrnite se na ljudi, od katerih ste dobili tale posnetek moj in naredite, kar je potrebno, da bo dobro, da bo leto 2021 vaše najboljše v življenju, če ne leto 2021 pa 2022. Hvala lepa in lahko noč. Wow, Roman, izjemna predstavitev.